Srčni dan, kot so druženje poimenovali organizatorji, je bil v prvi vrsti namenjen uporabnikom in svojcem uporabnikov projekta Most in pomoči na domu, pa tudi vsem srčnim ljudem, ki se zavedajo pomembnosti pomoči in skrbi drug za drugega. Danes smo povabili v nekakšni obliki medgeneracijskega druženja, torej vse naše uporabnike, tako pomoči na domu, projekta Most, njihove svojce, vse naše sodelavke in sodelavce in pa vse ljudi iz občine in tudi širše, ki si želijo mogoče danes malo več tega medgeneracijskega druženja, da pogledamo tudi kaj moramo še narediti za izboljšanje kvalitete življenja v občini in pa tudi, da nekaj naredimo za svoje zdravje. Trg Matije Gubca so zavzele različne stojnice, ustvarjalna delavnica, preizkus fizične pripravljenosti in test vitalnih funkcij. Obiskovalcem so pripravili kulturni in glasbeni program, predstavili pa so tudi terapijo s konji in terapijo s psi. Projekt Most v občini Krško teče od lanskega leta. Z njim skušajo povezati različne oblike socialno-varstvene in zdravstvene pomoči starejšim in drugim osebam v enotno mrežo. Namen projekta pa je v bistvu, da v 3 pilotnih okoljih testiramo in preizkušamo različne nove storitve na terenu z namenom bolj celostnega pristopa uporabnikom na terenu. Se pravi, sam projekt zajema populacijo 18+, ne govorimo samo o starejših osebah, ampak o vseh osebah, ki na nek način potrebujejo neke storitve dolgotrajne oskrbe. Na ta način so želeli nadgraditi enoto za pomoč na domu, ki v Krškem v okviru Centra za socialno delo deluje od leta 1991 in je v okolju zelo dobro sprejeta. Tako da smo v bistvu nadgradili to pomoč na domu, kjer nudimo socialno oskrbo, še z storitvami tehnikov zdravstvene nege, ki so v bistvu tisti vmesni člen med patronažno službo in med socialno oskrbovalko. Se pravi, da na terenu delajo tiste storitve, ki jih v tem trenutku do sedaj ni nihče in zaradi česar je marsikdo moral iti potem tudi kasneje v institucionalno varstvo. S tem omogočajo ljudem daljše bivanje doma. Poleg tega smo pa nadgradili to storitev še z kadrom diplomirane delovne terapevtke, fizioterapevta, socialne delavke in pa kineziologa, ki nekako po nekem dolgotrajnem bivanju v bolnišnici ali v zdravilišču pomagajo ljudem doma, da se nekako na novo akumulirajo z nekimi novimi omejitvami, ki so posledica neke dolgotrajne bolezni, kroničnega obolenja, poškodb. Trenutno je v občinah Krško in Kostanjevica na Krki 194 uporabnikov pomoči na domu in v občini Krško nekaj čez 100 uporabnikov projekta Most. Projekt je žal ker je bilo tako nekako tudi v razpisu dogovorjeno samo za občino Krško, seveda pa je naša želja, da se nekako na dolgi rok sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi, ker v bistvu vse te storitve, ki jih zdaj testiramo, je nekako tudi testiranje nekih nadaljnih rešitev, ki bi se v kasnejšem času nekako reševale tudi z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Pilotni projekt Most, ki je vreden 1 700 000 evrov, je odobren za 2 leti in bo trajal le še do junija 2020, vendar si na Centru za socialno delo Posavje želijo, da bi postal trajen.